Razlogi, zaradi katerih se mladi odločajo za različne oblike sodelovanja s Slovensko vojsko, so različni. Nekatere zanima delo z orožjem, spet drugi bi radi služili domovini, nekatere privlači dinamično delo, kondicija in stalna zaposlitev, tretji pa bi se radi v vojski le preizkusili in ugotovili, ali zmorejo. V Slovensko vojsko se vključujejo kot vojaki prostovoljci, poklicni vojaki ali pogodbeni rezervisti, vsi pa morajo opraviti temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Kandidati v tem času pridobijo vojaške vrednote in navade ter temeljna vojaška znanja in veščine. Aktivnosti se izvajajo v vojašnicah, na poligonih in terenskih usposabljanjih. V času usposabljanja pripadniki prejemajo plačilo, vojakom prostovoljcem pa se usposabljanje šteje tudi v pokojninsko dobo. Veščinski center izvaja temeljno vojaško strokovno usposabljanje v Vipavi, na Bohinjski Beli in v Murski Soboti. Traja 13 tednov in je razdeljeno na 3 faze. Prva faza 5 tednov, druga faza 6 tednov in tretja faza 2 tedna. Za vojake prostovoljce, dekleta in fante od 18 do 30 let veljajo posebne ugodnosti. Usposabljanje lahko opravijo v celoti ali pa ga zaključijo po posamezni fazi. V okviru prostega časa med vikendom v vojašnici za zainteresirane kandidate organizirajo nevojaške vsebine, na primer pridobitev pogojev za opravljanje vozniškega izpita B kategorije, prva pomoč in cestno-prometni predpisi. Seveda pa ni zanemarljivo tudi plačilo in po uspešno zaključenem usposabljanju še nagrada, ki se jo da uporabiti tudi za praktično usposabljanje v šoli vožnje. Po končanem temeljnem vojaško-strokovnem usposabljanju so vojaki bogatejši za trdna prijateljstva, bistveno izboljšano psihofizično kondicijo in številna znanja in navade, ki jim bodo koristila vse življenje. Lahko pa se odločijo za nadaljevanje kariere v Slovenski vojski in podpišejo pogodbo o zaposlitvi ali vstopu v pogodbeno rezervo. Poklicni vojaki in pogodbeni rezervisti nato nadaljujejo z osnovnim vojaško-strokovnim usposabljanjem za različne vojaško-evidenčne dolžnosti, kar se kasneje nadgradi z izobraževanjem, šolanjem, usposabljanjem in vajami, tako doma kot v tujini.